Čakala sem. Ko vam rečem, da sem čakala, mislim, da sem res čakala, da to izide, vse odkar sem videla napoved, da se bo Daily Wire lotil radikalnega islama s tem novim napovednikom. Pa sem si rekla, dajte mi to. In išlo je včeraj, jaz pa sem čakala, da si ga ogledam, da ga lahko skupaj z vami gledam v živo. Tako sem navdušena zaradi tega. In seveda, s to novo napovedjo je Daily Wire deležen kritik strani islamistov, ki jim to ni ravno všeč. Smola za njih. Seveda poskušajo prikazati, kot da se invazija sploh ne dogaja in vsi poznamo resnico. Ljudje, pojdite se solit. Če vas žalosti, da ljudje tam zunaj snemajo dobre filme o norih stvarih, ki jih počnete, to je vaš problem, ne moj. Kakorkoli, dobrodošli v oddaji do Pushback. Tukaj sem. Prav, vi niste dobrodošli. Ste pripravljeni na to? Vi ste dobrodošli. Niste pripravljeni na to? Jaz nisem pripravljena na to. Tako sem navdušena. Pa začnimo. Vaša država je vredna prezira. Mi, ki ljubimo in služimo Allahu, smo se borili proti Američanom in cionistom zaradi nadloge sekularizma in dežel nevernikov. Bo kdo jutri poslušal kapitana Saundersa, upokojenega vojaka Delta Force, ki je izdal novo knjigo? On je popolno nasprotje tistih brezmožganskih protestnikov. Glede na trenutno vzdušje, bi sploh smeli dovoliti Clayu Saundersu vstop na kampus? Gospod Saunders je tesen osebni prijatelj kanclerja Friedmana. To je odločitev, ki ji ne morem nasprotovati. Obstajajo 3 načini, kako bo islam osvojil Zahod. Prek priseljevanja, prek maternic naših žensk in z uporabo svoboščin naše države proti nam. Ali ste pozorni? Aleluja, Allah je največji. Pozorno poslušajte. Veliki Satan, Amerika bo padla. Vi! Ste neverniki. Telesa žensk niso čista in duše moških so nečiste. Kaj jih naredi tako nevarne? Njihovi cilji niso v tem življenju, ampak v naslednjem. Hej, kaj? Imam prijatelje tukaj, ne morem kar oditi. Poslušaj me. Po zakonu ne moremo bežati ali se skrivati pred tem, kar prihaja. Moramo se boriti. V naslednjem življenju bom nagrajen 10 000-krat. Ko umreš, nisi nič. Samo en način je, da izveš. To je po ameriško. Vse, kar lahko rečem, je, da 16. september ne more priti dovolj hitro. Mislim, toliko stvari se je zgodilo v tistem napovedniku, poleg tega, da sem imela občutek, kot da gledam, napovednik za 22, Jump Street, potem pa je postalo res zelo resno, popolnoma me je presenetilo. Poleg tega, da govorijo o 3 načinih, kako islamizem poskuša nadzorovati Ameriko in jo prevzeti, kar je bilo popolnoma na mestu, govorijo tudi o tem, zakaj je to tako nevarno. Dejstvo je, da ti ljudje v tem svetu ne iščejo ničesar, samo čakajo na naslednji svet, zaradi česar so popolnoma nori. Kakorkoli, fantje, tako neverjetno sem navdušena nad tem filmom. In če si še vedno eden tistih bedakov tam zunaj, ki verjamejo v nekaj podobnega temu, kar tukaj govori Mehdi Hasan, prav, torej, fantje, poglejte tole. Težko si je zamisliti bolj nestrpno, islamofobno in klišejski napovednik kot je ta. Poleg tega je Hollywood zavrnil pripovedovanje zgodbe o radikalnem islamu. Je Shapiro nor ali samo manipulira? Muslimani so bili v Hollywoodu glavni zlobneži desetletja, celo že pred 11. septembrom. Zanimivo, dobro je vedeti. Koga pa sploh briga? Iskreno, nikogar ne zanima, kaj ima Meti zapovedati. Ker če on res misli, da nihče od nas ne vidi, da je to dobra stvar, ki se dogaja, film o tem, da se postaviš po robu norosti, ki se dogaja. Dolgočasno. Ampak če si še vedno eden tistih ljudi, eden tistih, ki res ne verjamejo, da je grožnja resnična in mislijo, da je vse skupaj pretirano, ljudje, to je video, ki bi si ga verjetno morali ogledati kot naslednjega. Nekakšen dokaz bi lahko rekli iz samega Korana in vsega njegovega čudesa in slave, da si dejansko želijo osvojiti Ameriko. Dobrodošli v prvi del nove serije, ki jo bom pripravljal, stvari, za katere muslimani nočejo, da veste, da jih njihova vera od njih zahteva. V današnji epizodi bom dokazal, da islam želi zavzeti vašo državo. Islam bo v vsakem gospodinstvu, inšallah, ves svet bo muslimanski. Poleg tega, da muslimani to sami odkrito priznavajo, je ključ do razumevanja islamske invazije v Mohamedovem osvajanju Medine.
To se je zgodilo v 3 različnih fazah in če razumete te faze, boste videli, da se to dogaja okoli vas v današnjem svetu. Ja, res boste, fantje. Ste pripravljeni na malo izobraževanja? Prvi korak, begunec. Medtem ko sta bila Mohamed in njegovi privrženci preganjana v Meki, je dobil povabilo od voditelja v Medini, ki ni bil musliman, da pride in prebiva v Medini kot begunec. Mohamed je seveda sprejel povabilo in preselil veliko muslimanov v Medino. Danes vidimo isto v Evropi in delih Združenih držav, kjer muslimani prihajajo na naše meje kot begunci in jih vabijo notri neumni, brezmozganski politiki. Drugi korak, gradnja vpliva. Ko je bil Mohamed v Medini, je začel graditi mošeje, začel je ustvarjati muslimanska naselja, začel je spreobračati prebivalce Medine v islam, izrinil je druge verske skupine in močno povečal njihovo populacijo. Danes na zahodu to vidite povsod, zlasti na krajih, kot sta vzhodni London in Dearborn v Michiganu, kjer so mošeje na vsakem vogalu in glasno kličejo k molitvi, kar moti nemuslimane v okolici. Obstajajo območja, kamor nemuslimani ne bi smeli hoditi in najpogostejše ime za dečka je Mohamed. Tretji korak, prevzem oblasti. Še niso povsem tam, a skoraj so. Ko je vzpostavil muslimansko populacijo v Medini, je Mohamed s časoma prevzel politično oblast. Poleg tega, da je imel oblast sam, je poskrbel, da je na vodilne položaje po vsej Medini imenoval številne muslimane. Kot dokaz znova navajam London in Dearborn v Michiganu, saj sta imeni županov Sadiq Khan in Abdullah Hamud. Vsekakor ne mislim, da bi starejši prebivalec Michigana ali angleška babica glasovala za ljudi s takimi imeni. Zdaj bodo nekateri z nizkim IQ ali tisti, ki zanikajo resnico, morda zanikali ta tridelni načrt, zato kot dokaz navajam Libanon. Veliko ljudi ne ve, da je bil Libanon nekoč večinsko maronitsko-krščanska država, vendar je zaradi množičnega priseljevanja palestinskih beguncev, ki imajo ogromno otrok v vsaki družini, zdaj država, ki jo vodijo muslimani, z Hezbolahom, teroristično organizacijo, kot njihovo vlado. Zdaj naj vam postavim vprašanje. Kot Američan vidim, da imajo v krajih, kot je Dearborn v Michiganu, muslimanske družine ogromno otrok. Torej, kaj moja država počne, da bi se borila proti temu očitnemu načrtu za osvojitev naše države skozi demografske spremembe? Povedal vam bom, vsako leto splavimo 1 100 000 otrok. Nekaj moramo storiti, sicer bomo postali kot Libanon in Medina predtem. Ja. Neverjetno je, ko ugotoviš, da je razlog, zakaj nočejo, da poznaš zgodovino, ta, da če samo prebereš zgodovino, vidiš, da je to načrt. To je nekaj, kar počnejo znova in znova in znova. In kaj počne tvoja vlada? Ne, tvoja vlada ne počne veliko. In zato obstajajo organizacije tam zunaj, kot so velike medijske družbe, ki same poskušajo narediti stvari, da bi se borile proti glasovom, kot je Mehdijev, ki so, kot vi ste preprosto nestrpni. Ne, vi ste napadalci. Vi ste problem. Mi v resnici nismo problem. Mi smo tisti, ki moramo nehati delati iz vas problem. Nehati moramo voliti ljudi, ki mislijo, da ste vi v redu. Ne smemo več poslušati ljudi in medijev, ki vas prikazujejo kot zmerne. Ja, to ne bo delovalo. In filmi kot je ta, filmi, ki dejansko govorijo o teh vprašanjih takšnih kot so in nas opominjajo, da se moramo boriti proti tem stvarem, ter se spomniti, kaj v resnici načrtujejo in kaj v resnici poskušajo narediti. In to ni samo neka naključna majhna skupina skrajnežev, ampak tako delujejo te ljudje. Filmi kot je ta so pomembni. In to je spet problem za akteri kot je Hollywood, ki namesto, da bi poskušali širiti ideje za reševanje družbe, raje širijo ideje kot je pohabljanje naših otrok. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.